Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes se bomo spustili na področje šolstva. Natančneje, mogoče bolj podrobneje visokega šolstva. Z mano je namreč prejemnica nagrade za izjemne dosežke na področju visokega šolstva, profesorica doktorica Amalija Žakelj iz Univerze na Primorskem iz Pedagoške fakultete. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Najprej čestitke za prejetje nagrade. Po dolgih letih dela verjetno je to sploh prva nagrada, ki ste jo prejeli? Hvala lepa za čestitke. Ni prva nagrada, sem prejela tudi že druge nagrade, tako da sem pa, vsakega priznanja za delo izredno vesela. Zagotovo sploh takega skrbite pravzaprav za prihodnje generacije in skrbite za prihodnje, ki bodo skrbeli za prihodnje generacije. Pravzaprav izkušnje imate tako iz dela v srednji šoli, kot sedaj iz dela na fakulteti. Kaj bi rekli, da je tisto, kar odlikuje dobrega predavatelja? V srednji šoli verjetno še malo bolj pedagoga, to se verjetno potem izbriše bolj ob prehodu na fakulteto. Ja, dobrega visokošolskega učitelja zagotovo odlikuje dobro poznavanje stroke in pa tudi didaktike. Dober visokošolski učitelj mora znati navduševati svoje študente za področje, mora jih spodbujati k študiju, tudi k raziskovalnemu delu, mora vzpostavljati dobre medsebojne odnose, znati poslušati. In pa nenazadnje, glede na to, da diplomanti pedagoške fakultete bodo bodoči učitelji, ki bodo učili v osnovni in srednji šoli, je zelo pomembno, da jim visokošolski učitelj da dovolj tega strokovnega, kvalitetnega znanja, poleg didaktičnega znanja. Učitelji bodo namreč učili v osnovni šoli, v srednji šoli, in je zelo pomembno, da razumejo, da je potrebno pri poučevanju učencev na zgodnjem izobraževanju in tudi kasneje izhajati iz življenjskih situacij, iz situacij, ki so učencem blizu, ki jih lahko razumejo in bodo potem zagotovo bolj motivirani za učenje in tudi bodo bolj razumeli smisel učenja in tudi sam osnov. Tako da ta didaktični vidik se danes vedno bolj poudarja in ga želimo, saj trudimo se na pedagoški fakulteti, dati v čim večji meri tudi našim študentom. Ja, študentje so vendarle že, kot ste preden smo vklopili kamere, omenili, pravzaprav odrasli ljudje. V čem se torej razlikuje, na primer, poučevanje na fakulteti od poučevanja na srednji šoli? Vemo, da na srednji šoli so verjetno ljudje v najbolj nerodnih letih. Ja, torej v srednji šoli so dijaki še praviloma nepolnoletni, mogoče samo v zadnjem letniku so že nekateri tudi polnoletni, medtem ko so študenti na fakulteti polnoletni, to so že odrasle osebe. Tako da zagotovo je delo na fakulteti študenti usmerjeno mogoče malo bolj v njihovo samostojno delo, tudi več je raziskovalnega dela kot na srednji šoli. Na srednji šoli je mogoče potrebno tudi malo bolj bedeti nad dijaki, tudi v smislu, da nekako ne zaidejo s poti. To so res še mladoletni ljudje in vsakega mladega človeka je škoda, da bi nekako prezgodaj zapustil izobraževanje, tako da učitelji v srednji šoli nekako imajo tudi to vlogo, da tudi po tej plati, bolj kot potem kasneje na fakulteti, skrbijo za dijake. Da nekako pazijo, da hodijo v šolo, da se sproti učijo, da vendarle končajo potem srednjo šolo. No, to mogoče je zagotovo ena taka razlika. Pri samih pristopih bi pa lahko rekla, da raziskovalno delo mogoče tudi v srednji šoli se danes tudi bolj poudarja kot v preteklosti. Mnogo dijakov izdela odlične raziskovalne naloge, se pravi, preden vstopijo na fakulteto. Vi ste se predvsem ukvarjali na primer s področjem matematike, ki je strah in trepet marsikaterega srednješolca. Na kakšen način ste na primer spodbujali otroke, da se tega vendarle lotijo? Ker na primer nekateri mogoče vejo, da bojo šli na bolj družboslovno fakulteto, pa že potem se upirajo rekoč, ne, tega pa res ne bom rabil v življenju. Je res to?
Ja, tako je zdaj. No, zagotovo mnogi dijaki, ki so v srednji šoli, se ne bodo z matematiko kasneje ukvarjali kot znanstveno disciplino, mogoče nekateri, velika večina pa verjetno res ne. Zato je tukaj, kot sem že omenila, zelo pomembno, da matematiko prikažemo na eni strani kot smiselno, kot uporabno, da izhajamo iz situacij, ki so dijakom nekako razumljive, radi poudarjamo iz konkretnega k abstraktnemu in ne obratno. Tukaj je ta induktivni pristop, se pravi, da na podlagi primerov, izkušenj potem lažje sklepamo in posplošujemo. Tako da tudi tega se v srednji šoli še do določene mere tudi poslužujemo. Zagotovo je pa pomembno, da mogoče še bolj na zgodnji stopnji poučevanja pa matematične pojme nekako vpeljujemo, pravimo, preko konkretnega, slikovnega, simbolnega do abstraktnega nivoja. To pomeni, da določene matematične pojme prikazujemo na konkretni ravni, recimo z modeli geometrijskih teles. To je otrokom najbližje, zato ker lahko predmet tudi primejo v roko, ga opazujejo. Potem sledi slikovna raven, se pravi, da situacijo pokažemo tudi lahko vizualno, lahko danes tudi preko izobraževalne tehnologije, to tudi omogoča. Potem je simbolna raven, kar je včasih za učence že kar problem, simbolizacija je abstraktna raven in potem na koncu je ta mentalna raven in pomembno je, da nekako vse te korake vpeljemo, da ne gremo prehitro od enega koraka do drugega. Ta prevelika količina pojmov naenkrat je lahko tudi težava, tukaj mora učitelj zelo paziti, da te pojme uvaja torej primerno, da povezuje pojme s predhodnimi, da pazi, kaj so se učenci že naučili, se pravi, da navezuje na predznanje. To so taki vidiki, na katere mora biti učitelj zelo pozoren, da sproti dela tudi samorefleksijo svojega poučevanja, da vidi, kje so učenci, mogoče je kakšno stvari pri uvajanju novih pojmov potrebno še dodatno obrazložiti, tako da potem učenci lažje usvajajo nove pojme ali pa novo vsebino. Pa je torej tudi pri starejših učencih tako. Veliko se na primer v zadnjem času, sploh ko govorimo o teh konkretnih primerih, govorilo o interdisciplinarnosti, čez učitelji povezujte predmete in podobno. Ali to lahko tudi na fakultetah še delate? Ker na zadnje se pa vseeno zdi, da vsak predmet pa zahteva svojo oceno. To je res. Vsak predmet, tudi v osnovni, srednji in tudi navsezadnje na fakulteti, so predmeti in dobijo potem dijaki in študenti na koncu svojo oceno. Ampak vendarle zelo veliko se poudarja danes in se želi uvajati tudi ta medpredmetni vidik oziroma ta interdisciplinarnost, povezovanje predmetov. Zdaj, zagotovo je tako. Nekaj osnovnega iz posameznega predmetnega področja potrebno naučiti. In ko učenec, dijak, študent ima nekaj tega osnovnega, temeljnega znanja iz posameznih predmetnih področij, potem je lahko v stanju, da rešuje te interdisciplinarne probleme. Se pravi, probleme postavimo bolj kompleksno in takrat se povežeta učitelj matematike, biologije, kemije, fizike in rešita interdisciplinarni problem. Tukaj zdaj tudi pride do izraza to timsko delo na šoli ali pa tudi na fakulteti. Torej, vedno več je tudi projektov, ki so interdisciplinarno zasnovani, se pravi, ni zadosti ena stroka. Vedno manj je tega. Vedno bolj ugotavljamo, da je potrebno za reševanje, bom rekla, problemov tudi kasneje v življenju. So problemi dejansko večplastni, zahtevajo znanje tako in drugačno, ne samo matematike. To je redko. Vedno je pri kompleksnih življenjskih problemih vključen tudi strokovnjak iz drugega področja še. Tako da poskušamo to vedno bolj v srednji šoli in tudi na fakultetah. Zdaj, sami ste bili tudi svetovalka pri uvajanju nivojskega pouka, konkretno matematike.
Pa so potem nekateri se še danes bojijo, ker, kot vemo, učiteljev je vseh vrst, da ko naprimer otrok piše svoj prvi test, dobi neko oceno in da bo pri tej oceni potem verjetno ostal, ker potem se nekako zatakne v tem enem nivoju. Na kakšen način ste takrat gledali oziroma danes gledate na to in se vam zdi, da bi morali biti ti nivoji mogoče bolj prehodni v tem smislu? Zakaj je bilo to zasnovano pravzaprav? Torej, sama sem se osebno ukvarjala, torej imela sem tudi projekt Nivojski pouk v gimnaziji, to je že kar nekaj časa nazaj. Z nivojskim poukom v gimnaziji smo imeli dobre izkušnje. Dijaki so se v bistvu sami prostovoljno odločali, v katero raven zahtevnosti se bodo vključili, tudi glede na to, na kateri ravni so se odločili, da bodo delali maturo. Še danes mi ravnatelji, ki izvajajo to, pravijo, da je bilo to dobro in da veliko tega so ohranili in še danes na podoben način izvajamo del nivojskega pouka v gimnaziji pri matematiki. V osnovni šoli je drugače in tudi sama menim, da ni tako preprosto za osnovno šolo, zato ker v osnovni šoli so otroci še v fazi razvoja. In tukaj menim, da je prezgodaj tako na silo lahko ali kako drugačeno ali pa samo na podlagi neke ocene učence postaviti v nivoje. Mislim, če se danes sicer ni obvezen nivojski pouk, šola se sama lahko odloči za ta fleksibilni model nivojskega pouka. Verjetno ima tudi izdelane kriterije, kako učence postavi v eno, drugo ali tretjo raven, ampak osebno menim, da bi ti prihodi absolutno morali biti, da se učenci lahko potem tudi, če presodijo, da mogoče niso izbrali pravega nivoja oziroma menijo, da niso v pravem nivoju, da imajo to možnost prehoda. To se pa osebno toliko ne zavzemam za nivojski pouk v osnovni šoli, ker mislim, da morajo vsi učenci imeti priložnost slišati snov. Tudi če menimo, da določene snovi nekateri učenci ne razumejo, ampak izkazalo se je, da če so zraven pri pouku, dobijo tudi mogoče neko megleno znanje, ki ga kasneje lahko uporabijo. Tako da nisem pristaš nivojskega pouka v osnovni šoli. Ali pa saj pretiranega, tako zacementiranega. No, kaj pa naprimer pri teh iz srednje šole, ki so potem nadaljevali na fakulteto? Na fakulteti so pa vsi nekako na istem nivoju. Se je tukaj mogoče pokazal kak problem, da se je vendarle izkazalo, da so se mladi v srednji šoli odločili za prenizko stopnjo, ker so potem na fakulteti od njih zahtevali toliko več? Zdaj, v osnovni šoli ali v srednji? V srednji šoli, srednje na fakulteto. Zdaj tako, srednja šola se običajno zaključi z maturo, ne? In tukaj dijaki presodijo, na katero raven mature se bodo vpisali. Tako da tukaj je že njihova pravzaprav odločitev, če seveda se izkaže, da so dobili premalo znanja, to na fakulteti morajo potem na nek način doprinesti notri, tako po domače rečeno. Tako da jaz mislim, da tukaj je potem tudi odvisno od vrste študija. Pri nekaterih študijih se zagotovo pričakuje veliko matematike, pri nekaterih pa ne tako zelo veliko. In verjetno tudi potem dijaki morajo presoditi, ali bodo šli na tehnične, naravoslovne študije ali mogoče na področje, kjer je matematika malo manj prisotna. In v primeru, da so pridobili premalo znanja, seveda včasih tudi fakultete že poskrbijo za neke dodatne module. Saj tako sem nekako tudi seznanjena, da jim ponudijo dodatne ure matematike, če presodijo, da je veliko študentov, ki nima dovolj znanja. Tako da, ja, tukaj. Ste se kaj ukvarjali tudi samo motivacijo učencev, v tem smislu, sodelovali ste z profesorji, ampak kako pa imate mogoče kak nasvet za starše, ki nas mogoče gledajo, ali pa za same učence, kako se spraviti torej k učenju matematike, tudi če mogoče vemo, da je v prihodnosti ne bomo potrebovali. Imate kakšne vzvode za to? Ja, zdaj je tako, da bi motivirali učenca za učenje matematike,
mislim, da je prvo, kar je potrebno poskrbeti, da učenci vidijo v učenju smisel. Zdaj, če tega smisla ne vidijo, se kar težko spravijo. Zdaj, ta smisel je lahko zato, ker ga nekaj zanima. Če pa seveda nimajo toliko interesa za matematiko, potem jim je treba mogoče jih nekako motivirati s kakšnimi zanimivimi situacijami, tudi okrog nas je veliko matematike. Za tiste, ki pa imajo težave, pa mogoče jim lahko tudi pomagamo s kakšnimi učnimi pripomočki, da te didaktične pripomočke učenci izdelajo tudi sami. Mi smo imeli pred leti tudi projekt, to je bilo sicer učne težave pri pouku matematike, pa so učitelji delali z učenci tudi, kako jih motivirati, kako premagovati te težave. In izkazalo se je, da so bili nekateri didaktični pripomočki, ki so jih učenci izdelali sami skupaj z učitelji in so jih lahko imeli potem tudi, ko je bilo preverjanje znanja, ko je bilo ocenjevanje znanja. Lahko so jim koristili za to, da so si pomagali, ko so reševali probleme, se pravi, da nismo tako striktni, sedaj pa samo list papirja, svinčnik in rešuj, ampak jim damo tudi mogoče možnost, da nekam pogledajo. In izkazalo se je, da niti niso potem teh pripomočkov veliko uporabljali, ker so se počutili varne. Samo da so ga imeli zraven, so se počutili varne in so bili bolj uspešni. To se je izkazalo res kot neka taka motivacija. Ali pa so med poukom izdelali en tak zanimiv didaktični pripomoček, kjer so, ko so se učili, učenci samo dvignili kot en tak semafor in dali učitelju znak, da se jim je zataknilo in je učitelj tiho prišel do njega in jim je pomagal. To jih je nekako motiviralo in to se mi je zdelo, ker smo delali skupaj z učitelji, zelo dragoceno. Mogoče bi res morali večkrat govoriti o tem, kje je to uporabno, ker matematika se zdi tako nekako malo abstraktna, čeprav je pravzaprav res, kot ste dejali, povsod okoli nas. Bi se vam zdelo smiselno, da bi mogoče že prej v izobraževalnem sistemu uvedli, naprimer, ne vem, semester finančne matematike ali česa podobnega? Ja, matematika je res uporabna in verjetno se strinjam z vami, če bi kaj takega uvedli tudi že v času izobraževanja, osnovni, srednji šoli, na fakulteti, finančno pismenost. Danes se celo veliko govori o tem, da bi bilo potrebno v naše šole, tudi že v osnovne, srednje šole, uvesti predmet ali pa vsaj nekaj znanj z področja finančne pismenosti, ker mednarodne raziskave so pokazale, da smo tudi odrasli kar slabo finančno pismeni, In to so neka taka znanja, ki bi bilo dobro tudi za funkcionalno pismenost posameznika, da v življenju opremljen s temi znanji. Tako da finančna pismenost, mislim, da je pa tudi smer, mislim, da na fakulteti za matematiko v Ljubljani prav smer finančna pismenost. No, to je potem že za tiste, ki se želijo kasneje pa bolj ukvarjati s finančno pismenostjo, mogoče zavarovalnicah dobijo zaposlitve in podobno. Ampak če se vrnem zdaj na vse ljudi, na tako širšo populacijo, bi bilo pa ta znanje zagotovo zelo koristno, če bi jih uvedli v šole. Mogoče bi bilo potem več zanimanja za matematiko. Mogoče, ja. Sicer pa poučujete zdaj ravno v letih, ko se vse več novih tehnologij uvaja tudi v šolski sistem, pa na splošno v naša vsakdanja življenja. Ali to pomeni, da mladi predvsem bolj izkoriščajo te nove tehnologije zato, da si pomagajo pri čem in se zanašajo na njih, češ saj tega pa ne rabim računati na roko, to bo naredil računalnik namesto mene? Ali jih tudi sami pravzaprav že vpeljujete nekako v učne procese? Ja, torej digitalna tehnologija seveda je okrog nas in tukaj si ne moremo zatiskati oči. Zagotovo je potrebno, jaz osebno mislim, to digitalno tehnologijo smiselno vpeljevati tudi v šole. Tam, kjer je digitalna tehnologija smiselna, ne namesto pristopa učenja in poučevanja, zdaj pa kar digitalno tehnologijo,
Torej, namesto tega, kar smo delali prej, pa bi vpeljevali zdaj kar digitalno tehnologijo, tako naslepo, to ne. Res pa je, da je lahko zelo odlično vpeljujemo kot komplementarne pristope k obstoječim. Naprimer, danes lahko vsaj pri matematiki veliko didaktičnih situacij ponazorimo z uporabo digitalne tehnologije, to je modeliranje. Različni interaktivni apleti omogočajo, da simuliramo določene matematične situacije, recimo, da učenci spoznavajo proces preoblikovanja nekih geometrijskih oblik v drugo, recimo preko vizualizacije vizualnih procesov interaktivnih apletov lahko opazujejo, kako se recimo preoblikuje naprimer trikotnik v pravokotnik in podobno, in to izkoristimo pri vpeljevanju naprimer ploščine in podobno. Lahko si z temi interaktivnimi apleti učenci tudi pomagajo pri učenju, ker apleti generirajo nove primere in lahko z novimi primeri si tudi oni nekako preverjajo svoje znanje. Potem so tukaj tudi e-okolja, e-učilnice, e-učbeniki. To so sicer možnosti, ki so lahko dobro za učenje in poučevanje, so pa lahko tudi pasti. Če bi to naslepo vpeljevali in pustili učence in dijake preveč časa pred zasloni, brez neke kontrole in usmerjenega vodenja, bi bilo to lahko nevarno. Kot rečeno, je pa veliko možnosti dobrih, ampak zato mora biti pa učitelj usposobljen, da to digitalno tehnologijo dobro pozna in da jo izkorišča takrat, ko je zares smiselna in učencu lahko pomaga pri učenju, pri razumevanju. Ne pa, da nekako samo da ga zasvoji lahko. Tega pa se bi bala in ne smemo dovoliti. V Skandinaviji menda nekatere šole že prakticirajo ponovno šole brez računalnikov. Kako se vam pa zdi pravzaprav ta pogled? Ja, zdaj čisto brez računalnikov, zdaj slišim, da brez mobilnih naprav, to tudi nekatere šole, brez mobilnega telefona, mislim, da verjetno lahko imamo, pouk. Čisto brez računalnika si sicer v temle trenutku čisto brez težko predstavljam. Je pa tako, tudi veliko let nazaj smo se učili brez računalnika in pravzaprav določena osnovna temeljna znanja smo ravno tako osvojili. Tako da, če bi šli na to, da želimo dati otrokom zares temeljno znanje, recimo pri matematiki, temeljno matematično znanje, ga na en način bi verjetno lahko tudi vpeljali brez računalnika. So pa seveda tukaj te transverzalne veščine, ki se pa danes seveda uporabljajo tudi kasneje v življenju, kot so prej govorili, pri reševanju kompleksnih problemov, je pa ta digitalna pismenost zagotovo potrebna. Težko si predstavljam nekega funkcionalno pismenega odraslega, ki ne bi danes poznal digitalne tehnologije, če govorimo o funkcionalno pismenem odraslem človeku. Še vedno pa je ta tehnologija sorazmerno draga, marsikdo še vedno nima računalnika doma. Vi sami ste preučevali povezavo med znanjem in sociokulturnim okoljem. Kakšne povezave ste tukaj našli? Ja, torej raziskavo, ki sem jo osebno delala, je bila usmerjena v to, da smo raziskovali dosežke učencev pri nacionalnem preverjanju znanja in pa učenci, ki so prihajali iz manj oziroma bolj spodbudnih socialno-ekonomskih in kulturnih okoljih. Pokazalo se je, da učenci, ki so prihajali iz socialno manj spodbudnega, socialno-ekonomskega in kulturnega manj spodbudnega okolja, so dosegali nižje dosežke kot učenci, ki so prihajali iz družin s socialno-ekonomskim višjim statusom. Žal se to od takrat, ko sem osebno delala to raziskavo,
pa je bilo to več kot 10 let nazaj, ni dosti spremenilo. Današnje raziskave, ki raziskujejo podobno na nacionalnem nivoju in tudi mednarodne raziskave, kažejo, da je to še vedno prisotno, mogoče celo bolj izrazito. Tudi danes, recimo, opažamo te razlike pri nacionalnem preverjanju v 6. razredu, v 9. se te razlike še stopnjujejo, v srednji šoli še bolj in obstajajo študije, ki kažejo, da posameznik, ki prihaja, danes govorim za Slovenijo, iz socialno-ekonomskega nespodbudnega domačega okolja, obstaja velika verjetnost, da ne bo končal terciarnega izobraževanja. Kar je pa velika skrb, ker tukaj mi lahko izgubljamo tudi potencialno lahko zelo sposobne, nadarjene ljudi. Te škarje se res, bolj ko gremo po vertikali navzgor, se te škarje vedno bolj odpirajo in od takrat se te razlike ne zmanjšujejo. In tukaj osebno mislim, da je naloga šolskega sistema, da bi kompenziral to manko, ki ga prinesejo posamezniki, učenci, mladostniki iz družin, iz socialno manj spodbudnega okolja. Se pravi, v smislu, da bi mogoče bili sami profesorji že bolj spodbudni, da bi bili brez predsodkov, češ, saj ti pa že zgledaš, kot da se ti ne da. To absolutno ne bi smelo biti. Teh, bom rekla, predsodkov v šoli absolutno ne bi smelo biti. No, to zagotovo ne. Ampak govorijo pa seveda tukaj verjetno bolj o opolnomočenju javnega šolstva, ker v primeru, če bi se šli v privatno šolstvo, bi bile te razlike verjetno še večje. Ja, torej tukaj govorim o opolnomočenju javnega šolstva, zagotovo. Jaz mislim, torej, finski model, če smo prej bili tudi pri finskem modelu, Finska sorazmerno dobro kompenzira ta manko, ki ga prinesejo otroci iz manj spodbudnega okolja, na način, da tudi v ta okolja res vlaga v same šole, v usposabljanje učiteljev, tja pošilja najboljše učitelje, tako da poskuša čim bolj kompenzirati ta manko, ki ga prinesejo učenci iz družin, ki so socialno-ekonomsko, bom rekla, šibkejše. Ja, danes se pri nas zdi, da pravzaprav že profesorji počasi postajajo socialno bolj ogroženi. Vse več se govori o tem, kako je bilo potrebno, zdaj ne vem, nisem prepričana, ali je še vedno 1 leto potrebno delati brez zaslužka za to, da se sploh uvedeš v učiteljski poklic. Je temu še vedno tako? No, včasih je bilo to volontersko pripravništvo, in so res bom rekla, diplomanti, ki so stopali v poklic, delali volontersko. Danes to ni več tako. No, to danes ne. Se pa veliko govori o tem, da bi vsak pripravnik oziroma učitelj začetnik moral imeti dobrega mentorja, ki ga vpelje v poklic. Vi sami ste imeli mentorja ali je šlo to še na drugačen način? Torej, ko sem jaz začenjala mojo pedagoško prakso, sem imela imela sem izredno srečo, da sem prišla na šolo, kjer je bila profesorica matematike, žal danes že pokojna, profesorica Blaznikova, ki mi je veliko, bom rekla, pomagala, svetovala v času mojih prvih korakov pri poučevanju. Ja, ona je bila res odlična profesorica in je bila moja mentorica in sem ji velikokrat zelo hvaležna za vse njene nasvete. Ja. Kako ste se pa pravzaprav sami odločili prav za matematiko? Je tudi vas mogoče navdušil, ne vem, učitelj, učiteljica še v osnovni šoli? Ja, v bistvu pravzaprav res. Matematiko sem sicer imela vedno rada, tudi v prvih razredih osnovne šole. Vedno sem rada reševala te matematične naloge. Se pa strinjam, da veliko te lahko navduši tudi učitelj. In tudi tukaj sem imela, moram reči, srečo, sem imela kar res dobre učitelje, vsaj tako sem jih jaz začutila. Učitelji matematike, ki so me navdušili za matematiko.
Tako da učitelj res nekako je tisti, ki lahko odpre ta obzorja, pokaže učencu, da ima neke, bom rekla, prioritete do določenega predmetnega področja in ga potem, ko vidi, da to ima, še bolj spodbudi in učenec je potem nekako bolj motiviran, bolj raziskuje in nekako ga popelje spontano na to pot. No, ja, učitelji so zelo pomembni, tukaj se zelo strinjam. Lahko znajo dobro navdušiti učenca, ali pa ne. No. Ste bili pa verjetno ocenjevani še s številkami, zdaj so v prvih razredih osnovne šole z opisnimi ocenami. Kateremu principu se bolj nagibate? Ja, mi smo seveda bili še ocenjevani z številčnimi ocenami od prvega razreda dalje, no danes je v prvem in drugem razredu opisno ocenjevanje. Učitelji seveda ogromno dela in truda seveda tudi vložijo, da dajo to opisno oceno učencem. Osebno mislim, da je v prvem in drugem razredu kar primerna tudi opisna ocena. Tako da je tudi, vendarle so danes tudi otroci v prvem razredu eno leto mlajši, kot smo bili mi takrat. In je ta, bom rekla, prehod iz vrtca v osnovno šolo, mislim, da primeren in mislim, da je opisna ocena v prvem in drugem razredu lahko čisto na mestu in dovolj pove tako učencu kot tudi staršem vsezadnje. Pa se vam zdi, da je na splošno naš šolski sistem trenutno zdaj, ko je 9-letni šolski sistem že nekaj časa, torej res boljši od tistega 8-letnega, ki smo ga imeli prej? Ali pa ne nazadnje tudi na nivoju fakultet, bolonjski sistem proti prejšnjemu 4-letnemu sistemu? Kje vidite prednosti in kje slabosti? Ja, zdaj 9-letka je zagotovo prinesla veliko dobrega, torej dobili smo 3-letja, vpeljali smo prvi razred, bom rekla, eno leto prej. Prenovljeni so bili takrat vsi učni načrti, ti strateški dokumenti. Jaz mislim, da je 9-letka zagotovo naredila napredek proti 8-letki, zagotovo, no, ampak se je tudi razvoj stroke je šel naprej in vzporedno smo takrat tudi ogromno usposabljali učitelje. Tako da je tudi ta stik z učitelji bil takrat, zato ker se je pač uvajala 9-letka, ker je bilo nekaj novega. Tudi Zavod za šolstvo je takrat imel ogromno seminarjev, študijske skupine so se takrat postavile in to sodelovanje med zavodom in šolami se je pozneje tudi zelo ohranil. Mislim, da še danes se izvaja to stalno usposabljanje učiteljev. Vpeljale so se, tudi pri matematiki smo vpeljali določene nove vsebine z 9-letko, navsezadnje obdelavo podatkov, ki je nekako predhodnica statistike, kar se prej v šoli ni učilo. Geometrijo smo recimo vpeljali po didaktičnem pristopu od telesa k točki, kar sem mogoče rahlo omenila tudi že prej. Poudarjali smo to konkretno izkušenj, uvajanje matematičnih pojmov preko konkretnega, slikovnega, abstraktnega. Tudi to prej v 8-letki ni bilo, smo se geometrije učili drugače. No, to je didaktični pristop, ki ga je vpeljal Močnik že tudi v času Avstro-Ogrske in smo ga potem v fazi 9-letke vpeljali. Tako da veliko, bom rekla, novih vsebin se je takrat v času 9-letke vpeljalo, veliko se je delalo. Seveda se je kasneje pokazalo, da bi mogoče bilo treba tudi kaj posodobiti in so se tudi učni načrti posodabljali že leta 2011. Mislim, da se tudi danes spet posodabljajo. Tako da posodabljanje vzgojno-izobraževalnega sistema je neka stalnica. To seveda vedno se doda nekaj novega, lahko potrebne so sprotne evalvacije in tako da jaz vidim več prednosti, kot skratka se mi je zdelo dobro, ko se je peljala ta. Tudi pri bolonjskem sistemu vidite več prednosti? Ja, pri bolonjskem sistemu je sicer malo drugače. Tukaj mogoče, zdaj pri prejšnjem sistemu, univerzitetnem študiju je potekalo tako, da je bil diplomski študij, potem je bil znanstveni magisterij
in doktorski študij. In vsak diplomant je potem, ki je želel kasneje na doktorski študij, najprej opravil znanstveni magisterij. In pri znanstvenem magisteriju se je nekako študent kalil z pristopi raziskovanja, poglobil je tudi področje svojega raziskovalnega dela, ki ga je pozneje nekako po vertikali več ali manj nadgradil tudi na doktorskem študiju. Pri bolonjskem študiju je ogromno te neke prehodnosti, ki včasih so lahko tudi ovira. Tudi ravno pred kratkim smo nekako gledali evalvacijo nekega doktorskega študija in ugotavljali, da tudi diplomanti na doktorskih študijih rabijo zelo dolgo časa, da dokončajo študij. Gotovili smo, da jim nekako zmanjka ta znanstveni magisterij. Oni nekako kar preidejo iz diplomskega študija kar na doktorski študij in mnogo teh raziskovalnih pristopov nimajo še dovolj usvojenih, mogoče tudi niso še zreli, ker tukaj pravzaprav tudi umanjka jim nekaj let študija. Tako da tukaj jaz mislim, bi prej rekla, da je to slabost kot pa prednost, da imamo kar direkten prihod na doktorski študij. Potem so pa tudi ta bolonjski študij ponuja sicer veliko prednosti prehajanja iz različnih študijev, ampak se dostikrat pokaže, da imajo potem študenti, ko prihajajo iz enega študija na drug, določena šibka predznanja. In tudi tam potem nekako opažamo, da se potem ta končanje ali pa veliko osipno. Tukaj osebno menim, da bi morali ta bolonjski študij mogoče tudi prevetriti v določenih smerih. Ja, po eni strani so ga želeli skrajšati, zdaj pa se zdi, da je pravzaprav vedno več ljudi na 5-letnem programu, ravno zaradi tega, ker pravzaprav današnji bolonjski magisterij pomeni približno enako kot prejšnja diploma. Ja, v bistvu je tako, ja. Bolonjski magisterij je sicer 5-letni, 5 let študija je potrebno izvesti, ampak vendarle verjetno, če bi pogledali število let študija, ni nujno vedno, da je dosti krajši. Tako da pravzaprav nič se ne da prehitevati. Koliko let ste sami študirali? Ja, jaz sem končala, torej diplomo sem končala redno, 4 leta in 1 leto za diplomo, tako da sem 24 leti že začela, bom rekla, sem se zaposlila. Doktorat je bilo pa včasih bolj običajno delati malo kasneje. Ja, sem ga pa malo kasneje. Ja, potem sem po nekaj letih službovanja sem se vpisala na magistrski študij v Ljubljani na fakulteti za matematiko in naravoslovje, se je takrat to rekla, na Jadranski. Končala ta magistrski študij izobraževalne matematike, kasneje pa sem se potem vpisala še na doktorat. Ja, tako. No, v lanskem letu pa smo sicer vaše ime slišali tudi med tistimi, ko se je govorilo o novem ministrstvu za šolstvo, da bi mogoče tudi vi lahko postali ministrica. So bile to zgolj govorice ali je bil drug razlog, da do tega ni prišlo? Tega je zdaj že kar nekaj časa, stvari so se spremenile, postavile na svoje mesto, tako da sedaj pač poznamo, kako je, tako da to je več kot 1 leto že skoraj, kaj tako bilo. Ja. Ampak če bi postali ministrica, česa bi se prvega lotili? Kje se vam zdi, da šolstvo najbolj potrebuje prevetritev? No, to je zdaj že hipotetično vprašanje, če bi, no, ampak zdaj šolstvo seveda ima veliko izzivov. Trenutni izziv, ki se nam kaže prav trenutni, čeprav mogoče to ni dolgoročen, je to pomanjkanje kadra v šolstvu. Osebno mislim, da bi bilo potrebno razmišljati, kako postaviti sistem fleksibilen, da se lahko sorazmerno hitro odziva na potrebe šol. Tako da to pomanjkanje kadrov, tudi mislim, da si ne smemo zatiskati oči, da bi morali nekaj narediti tudi na promociji učiteljskega poklica. Nekako
vrniti, bom rekla, učiteljskemu poklicu, ki je vendarle kot neke vrste poslanstvo, vlogo v družbi. Sicer raziskave nekako kažejo, no, da ljudje po eni strani cenijo učiteljski poklic, sorazmerno visoko, vendarle pa učitelji sami se dostikrat ne počutijo tako, ne? In to je tudi zaskrbljujoče. Tako da vrniti nekako prepoznavnost, vlogo, ker vendarle družba brez učiteljev ne more, ne? To je temelj družbe, izobraževalni sistem je temelj družbe, tako da čeprav je to, pravzaprav bi lahko rekli na repu, ampak mislim, da učiteljski poklic, status učiteljskega poklica, promocija učiteljskega poklica, to je zagotovo nekaj, kar se je potrebno z vso resnostjo lotiti. Pa mislite, da je to možno, ker od učiteljev danes dostikrat slišimo, kako jih pravzaprav nekateri starši celo izsiljujejo, drugi pravijo, da bojo jih celo tožili zaradi kakšnih ocen. Zdi se, da imajo učitelji pravzaprav vedno manj in manj pravic. Ja, učitelji seveda danes zelo tožijo, ne, da so preobremenjeni, da nimajo dovolj avtonomije pri, bom rekla, odločanju, tudi pri vzgojnih ukrepih, da je preveč, bom rekla, vpliva, zunanjih vplivov. Tako da tukaj mislim, da zagotovo je potrebno nekaj, kar bi morali storiti v šoli, vrniti avtonomijo učiteljev, to je prvo, in tudi dvigniti plačo učiteljev. Mislim, da zlasti učitelji začetniki imajo prenizke plače. Zagotovo ni vse v plači, ampak vendarle tudi z plačilom nekako pokažemo, nekoliko cenimo nekoga. Tako da avtonomija učiteljev, ugled učitelja, to so, bom rekla, izzivi, mislim, da v današnjem času res tudi za izobraževalni sistem. No, pa da vseeno zaključiva na bolj pozitivni noti. Zakaj bi nekomu predlagali, da je dobro študirati matematiko? Torej, več je razlogov za to. Matematika je prvič lepa, je estetska, je ustvarjalna. Lahko mnogo, bom rekla, bodočih ali pa lahko veliko učencev, ki imajo potenciale za to, da bodo potem kasneje prenašali to znanje na mlade, navdušimo za matematiko. Matematika je uporabna, ne samo v učiteljskih poklicih, matematika je uporabna tudi vsepovsod, lahko, kot smo rekli, finančna matematika, na bankah je veliko lahko matematike. Navdušiti posameznika za matematiko je pravzaprav lahko tudi kot izziv, to tudi, ne. Pokazati, da je matematika vse okrog nas. Če pogledamo, če se samo sprehodimo skozi naravo, je veliko simetrije, geometrijskih oblik, zlati rez. Matematika pravimo, da je znanost in umetnost, ne? Ne samo znanost, je tudi res lepa in estetska. Mnogo res matematičnih zakonitosti lahko predstavimo na tako sila preprost način. Samo matematične formule pravzaprav v sebi nosijo toliko znanja. Recimo, mi lahko zelo na kratko zapišemo, kako dobimo, ne vem, prostornino tegale prostora ali pa določenega geometrijskega telesa. Izredno na kratko z nekimi matematičnimi simboli. To lahko zmore pravzaprav samo matematika. In to je v bistvu ta moč matematike in estetika matematike, tako na kratko z lepimi, bom rekla, besedami ali pa simboli ubesediti matematično naravo, no. In vse to naj bi nekdo, ki bi se pozneje odločil za matematiko,
imel priložnost slišati, da vse to matematika je in se bi mogoče potem lažje odločil za matematiko. Pa še najbolj univerzalni jezik na svetu je, kaj ne? Ja, tudi univerzalni jezik je matematika. Ja, tudi zelo, bom rekla, je univerzalni, ja, tako da je tudi pomoč drugim vedam, lahko tudi služi drugim vedam. Tako, ja. No, vsekakor upam, da ste koga danes navdušili za matematiko. Vsekakor pa navdušujete tudi nas in upam, da boste tudi še prihodnje generacije. Lepo hvala, da ste se danes oglasili tudi pri nas v studiu. Najlepša hvala tudi vam. Tako, dragi gledalci, z nami je bila danes v studiu profesorica doktorica Amalija Žakelj z Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, prejemnica nagrade za izjemne dosežke v visokem šolstvu. Toliko za danes, vidimo se spet kmalu, vi pa še kar gledajte Megafon TV. Pa lep pozdrav.